Pri odstiranju tenčic zelo občutljivega področja pojavnosti nasilja v področju zdravstva, in sicer predvsem s poudarkom na zdravstveni negi, se odvija že dolga leta, pravzaprav dobri 2 desetletji. In zdi se, da to še vedno ostaja tabu tema, kljub prizadevanjem, da bi se to radikalno spremenilo, tako dobro zaposlenih, kot seveda tudi tistih, za katere zaposleni v zdravstveni negi oziroma vsi zaposleni v zdravstvu nasploh skrbijo za paciente. Kako se odvijajo spremembe na tem področju, kje smo danes, kakšna je vizija za ukinitev, preprečitev nasilja? Ja, kar zahtevno vprašanje. Jaz bi kot družboslovka, nanj pogledam, ker le nisem zdravstvena delavka, sem pa že od leta 2000 del te delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in potem pri babiški negi, bi rekla takole. Vedno bojo področja, vedno bojo pojavnosti, ki bojo v tistem trenutku družbenega razvoja na nek način še vedno tabu, bojo tabuizirane. Hkrati pa bomo že odpirali neka področja, ki so bila tabuizirana mogoče pred 10 leti, pa se danes zmoremo o njih že pogovarjati. Skratka, vedno je ta, se mi zdi, ista dinamika. Leta 1999, ko je bila prva raziskava, je bilo skoraj celotno področje zaznave nasilja v zdravstvu ali pa v socialnem varstvu na nek način tabuizirano. Potem se je to počasi odpiralo, smo razvijali po raziskavi različne dejavnosti, potem začeli s pripravo izobraževanj, s pripravo tudi prvih protokolov in na ta način pripomogli k neki detabuizaciji, vsaj do neke mere. Kot verjetno veste, so medtem kasneje tudi zdravniki sami naredili svojo nacionalno raziskavo in spet ugotovili, da je v bistvu se zaznava bistveno več nasilne komunikacije strani pacientov, svojcev in tako dalje, tudi morda tudi drugih zaposlenih v odnosu do njih in so spet pripomogli k neki detabuizaciji. Znotraj celotnega področja se mi zdi, da vse skozi torej zasledujemo dinamiko, ki bi jo enostavno lahko opredelili tako, da tisti, ki se s tem ukvarjamo, poskušamo res zasledovati aktualne situacije, pojavnosti, vedno nove neke zaznave nasilja. Tukaj jih je recimo ravno splet odprl ogromno vrsto različnih oblik, različnih pojavnosti, s katerimi se ukvarjamo tudi v tem priročniku in v zadnjih letih. Po drugi strani pa tudi na področju komunikacije med pacienti, stanovalci do zdravstvenih delavcev v bistvu zaznavamo neko radikalizacijo. Ne samo zaradi časa pandemije, ampak tudi sicer v zadnjih letih se je ta odnos na nek način zelo spremenil, kot verjetno tudi posledica spremenjenih vrednot v družbi, vloge avtoritete, institucij in tako dalje. Skratka, se mi zdi, da ta proces nikoli ne bo končan, čeravno je naš cilj, da vedno bolj omejujemo dejavnike tveganja za pojav nasilja v medosebnih odnosih, ampak hkrati se pa moramo zavedati, da pa nastajajo novi dejavniki tveganja, ne samo zaradi spremenjenega recimo sveta, nekih družbenih kontekstov, digitalizacije, torej virtualnega sveta, v katerem številni ljudje tudi živijo ali preživijo ogromno časa, ampak tudi zato, ker se spreminja vloga institucij, ker se spreminja tudi vloga posameznika v družbi. Skratka, tukaj nas čaka absolutno veliko dela, nisem pa pesimistična, če ravno kar naprej zaznavamo neke nove pojavnosti in spet nove izzive, zato ker vidim veliko narejenega in veliko tudi uspehov na tistih področjih, ki smo jih pa odkrivali recimo pred 20 leti ali pa v Sloveniji na področju nasilja v družini celo že pred 30 leti. Tam sem na nek način živa priča, toliko dolgo sem v tem delu, da vidim velike napredke in torej razvoj. Kakšno slikavo pa je na razmerah in razmerjih v družbi pustila epidemija, za katero vemo, da je morda potegnila na gladino prenekatero skrito stvar, pravzaprav tudi nasilje je bilo med tem zelo opazno. Ja, res je. Torej, psihologi pravijo, da je
da je v krizni situaciji zelo na preizkušnji naša psihološka prožnost in psihološka čvrstost. Kako se zdaj najprej, če začneva s posameznikom, kako se posameznik sooči s to krizno situacijo, v kateri kar naenkrat nima več nadzora, je vse negotovo, je nemočen, morda se počuti, mi smo se, večina ljudi počutili zelo ogrožene, zelo prevladuje strah in tukaj se torej neke stvari podrejo, ne? Vsaj začasno se podrejo. Zdaj, kako upravljamo s to krizo, kako jo vodimo, kako znotraj tega iščemo kljub vsemu še možnosti, da komuniciramo, da rešujemo probleme v medosebnih odnosih, je seveda zdaj vprašanje, ne? Ali ta zadeva v tistem krizni situaciji sploh pride na vrsto, ali se ne zdi, da so druge stvari bolj pomembne, ne? In tako lahko tudi zamudimo določene trenutke, ko bi morda lahko okrepili zaupanje, v našem primeru zdaj med zdravstvenimi delavci in pacienti. Morda v tistem trenutku so bili zamujeni kakšne takšne priložnosti. In zato smo, in zaradi seveda razlogov, ki so popolnoma jasni, vsak krizni čas svojo nenormalnostjo v bistvu proizvede najrazličnejše reakcije pri ljudeh. Smo zelo raznoliki, ne? Nekateri strokovnjaki pravijo, da kriza v bistvu ni odvisna od poteka dogodkov, ampak kriza se konča v naši glavi. Skratka, kako jaz kot človek, kot posameznik, posameznica reagiram zdaj na to, kako jo razumem, kako se v tem počutim, kako obvladujem ogroženost in tako dalje. Torej, vse to je pa na nek način zdaj povzročilo tudi neko radikalizacijo ali pa bolje rečeno zaostrovanje v odnosu do teh, ki so bili pa nosilci zdaj zdravstvene obravnave. Ne mislim samo zdravnike, tudi vse druge, ki delajo v zdravstvu. Zaznali smo veliko stopnjo nezaupanja, ki se je zelo povečalo. Na zaupanju pa temelji odnos, je tako, ne? In kadar nimamo zaupanja, je to toliko večji dejavnik tveganja za konflikt, za nerazumevanje, za nesprejemanje pozicije drugega v tem konfliktu. Tako da ta COVID čas je izjemno bil zahteven, prav na ravni komunikacije odnosov, ker je tudi v veliki meri prekinil odnose, onemogočal, da bi se neposredno lahko pogovarjali in reševali morda neka odprta vprašanja, tako da smo, mislim, da soočeni zdaj v tem post-covidnem času s številnimi posledicami, ki so pa nastale v tistem času, ne? In ravno to porušeno nezaupanje, potem tudi upad ali pa še nadaljnje padanje avtoritete, ne? Torej tistih, ki nosijo zdravstvo pri pacientih, in seveda temu so se žal zdaj pridružili še številni drugi objektivni dejavniki, kot je pomanjkanje, kot vemo, družinskih zdravnikov, pomanjkanje medicinskih sester in tako dalje, ne? In prav v tem kontekstu lahko rečemo, da je priročnik, ki ste ga pripravili, pravzaprav ugledal luč sveta v najboljšem možnem času, kajti ljudem, strokovnjakom, zaposlenim v zdravstvu, ki to potrebujejo, ste pravzaprav dali v roke orodje, s katerim si lahko pomagajo, zlasti zato, ker pri nas zakonodajno, sistemsko ali pa tudi znotraj samih institucij to ni dosledno urejeno. Zaposleni so s pojavi nasilja pogosto osebno preveč obremenjeni, kajti odgovornost vodstvenega kadra nekako ostaja nedotaknjena v tem smislu, izpostavljeni pa so posamezniki. Verjetno je mogoče reči, da se bodo tudi po tej zaslugi stvari lahko nekoliko bolj pospešeno spremenile. Jaz iskreno upam, da je res tako, ker to je bil pa res ključni namen tega priročnika, ki je seveda nekako nek zbir izkušenj, znanj, spoznan v 22 letih. To pomeni, na nek način bi lahko rekli, da je celo toliko časa nastajal. Namen je bil pa res ta, da zdaj v tem trenutku, ki je mogoče še posebej težek, za vse deležnike, ne samo zaposlene v zdravstvu, tudi za paciente, stanovalce, svojce in tako dalje, da ponudimo neko orodje, za katerega ne mislimo, da je vsemogočno. In ne mislimo, da ima odgovore na vsa vprašanja. In tudi ne mislimo, da je zelo odlično. Ampak verjamemo, da je dovolj dobro, da lahko zbudi en zelo konstruktiven
dialog znotraj zavoda, vseh teh, ki sem jih omenila, predvsem pa vseh zaposlenih, kako bomo v našem zavodu, v našem zdravstvenem domu, bolnišnici, domu za starejše ali drugi instituciji se soočili z nasiljem. Kakšne veščine potrebujemo, najprej kaj zaznavamo, kakšne pojavnosti beležimo, ali imamo to dokumentirano, kaj lahko zdaj s tem naredimo, kakšne odgovornosti si bomo razdelili znotraj nekih postopkov, znotraj nekega ukrepanja. Jaz verjamem predvsem res v to, da je priročnik, kadarkoli bi rekla, v katerem koli času bi bil napisan, bi bil v pravem času, zato ker vedno potrebujemo takšna orodja, ampak verjamem, da je tudi ta trenutek zelo pravi in da je lahko pomoč predvsem pri tem, da nam da misliti in da nas opomni, kaj vse je potrebno narediti, na kaj je treba vse misliti in kakšne možnosti imamo znotraj zavodov, ker mislim, da imamo velike možnosti, tudi zakonodaja nam jih daje, če si jih bomo vzeli in če bomo na tem gradili naprej. Je tudi spodbuda, se mi zdi, managementu, torej vodilnim in vodstvenim delavcem, da zastavijo nek sistemski znotraj zavoda pristop in da je nasilje opredeljeno kot nekaj, kar ni dopustno, da tudi ozaveščamo o tem paciente in svojce, recimo, pa da smo hkrati tudi samorefleksivni do lastnega vedenja in ravnanj, ki je tudi lahko kdaj sprožilec nekega nasilnega odziva na stanje pacienta. Skratka, da delamo tudi na samorefleksiji in jaz verjamem, da je lahko dobro pomagalo, da začnemo se s tem resno ukvarjati. Kaj pa v tem kontekstu pove poglobljen sociološki uvid v okvire našega zdravstvenega sistema, za katerega vemo, da je vse prej kot optimalen in ki onemogoča kakovostno in varno delo. To pa je zagotovo tisti primarni namen in poslanstvo delovanja vseh zaposlenih v sistemu. Tu smo nekako v začaranem krogu, ki ga je treba spremeniti tudi z vidika obravnave nasilja. Mislim, da absolutno se strinjam, če kje, jaz se pač ukvarjam, priznam, samo s to problematiko že zelo dolgo, pa s konflikti tudi kot mediatorka, ampak želim povedati tole, če je kje kakšna problematika, kjer ti zelo raznoliki dejavniki tveganja na nek način pritisnejo skupaj, potem je to ta problematika. Dejavniki tveganja so pri nasilju zelo raznoliki. Eni so družbeni, o tem ste zdaj govorili, v teh različnih družbenih vidikih, ki zelo vplivajo seveda na odnose v trikotniku pacienti, zdravstveni delavci, tudi svojci, ki vplivajo na našo komunikacijo, ki vplivajo na našo sposobnost in notranjo moč, da rešujemo konflikte konstruktivno, ne z nasiljem, ki vplivajo tudi na to, da znamo razumeti drugega, da znamo tudi kaj počakati, znamo biti malo bolj potrpežljivi, predvsem pa spoštljivi, in da vedno se zavedamo, da je ključen dejavnik preprečevanja nasilja v medosebnih odnosih je, da vedno je potrebno ohranjati dostojanstvo tistega, ki je na drugi strani, ki je naš sogovornik. To je prva preventiva, prvi korak, ki ga moramo narediti. To pomeni, ti družbeni dejavniki so zdaj zelo pritiskajo. In zato bo treba, to je moje mnenje, ne vem, če imam prav, okrepiti tiste moči, ki jih imamo na ravni organizacije, torej zavodov, in pa na ravni osebnosti. Če ne moram spremeniti družbe, potem spremenim vsaj sebe. Spremenim tim, v katerem delam. Spremenim odnose ali pa pogoje dela morda do neke mere na oddelku. Naredim vse, da znotraj tega našega majhnega sveta, delovnega okolja, naredimo vse, kar lahko. Več kot to ne moremo, ampak nekaj vedno lahko naredimo. Skratka, ne biti pasivni, ne čakati samo, da se bo spremenilo nekaj na ravni družbe, sistemsko, politično, ker mislim, da je to lahko včasih tudi izgubljen čas. Treba je zahtevati spremembe, ampak nikoli čakati na nje. To je izkušnja iz nevladnih organizacij, kjer sem delovala najprej, pred dolgimi leti, in kjer smo z vztrajnim delom in opozarjanjem in zelo zaupanjem tudi v lastne moči in sile uspeli nekoč na področju nasilja v družini pripeljati do velikih sistemskih sprememb, na katere smo danes lahko ponosni. In takšno ravnanje je zagotovo osnova, ki se slej ko prej začne odražati navzven
Tako da se zdi to res pravi pristop, na katerega bi morali prvenstveno v tem trenutku, če niso že prej, pomisliti prav vsi odgovorni, kaj ne? Ja, točno to. Tako kot sva rekli, skratka, začnem tam, kjer imam nadzor in kjer lahko vplivam, kjer imam moč, kjer odločam. In mislim, da je zdaj žal družben kontekst tako res problematičen, da je to na nek čuden način, morda se sliši, idealna priložnost za vodstva, da iščejo druge vire moči in druge vire sprememb in nekega ukrepanja, ker mislim, da z čakanjem in z neko pasivnostjo, z nemočjo ne bomo rešili nobene od teh problematik. Rešili jo bomo s proaktivnim pristopom na tistih področjih, kjer lahko začnemo delati spremembe. In kot ste rekli, te bojo na koncu odzvanjale tudi širše v družbi. To sem prepričana.